Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Blaž Gladek, vi ste vodja logistike v Hela Saturnus Slovenija d.o.o. In vaše predavanje je imelo naslov Z avtomatizacijo in robotizacijo v logistiki 8-krat hitrejši procesi. Primer dobre prakse. Torej, predstavite nam zdaj ta primer dobre prakse. Tako, lepo pozdravljeni. Torej, primer dobre prakse do 8-krat hitrejši procesi se nanaša na sam proces interne logistike v našem podjetju, in sicer od izdanega naročila, se pravi s pritiskom v sistem oziroma skenerskim naročilom na montažni liniji, in do oskrbe, da material, kateri je bil naročen, pride do linije, torej do uporabne točke. Tu smo z malo volumenskim materialom v preteklosti imeli odzivni čas 2 uri. Z implementacijo visokoregalnega skladišča, zaradi robotizacije, zaradi celotnega throughputa našega novega skladišča smo prišli do 15 minut. Se pravi, cikl, ko linija naroči material in ko linija že prejme material, se naredi v 15 minutah. Torej, govoriva o tako imenovani intralogistiki. Ne? To je v tovarni nekje, kjer se dela nek izdelek, v tem primeru seveda nek reflektor, pač neka žaromet in tako naprej. Tako. V proizvodni liniji pozvonijo ali sporočijo in pripelje v 15 minutah tisti del. No, na predstavitvi ste povedali, to je bilo zelo zanimivo, torej seveda zakaj ste potrebovali to novo skladišče, zato ker je zdaj ta izdelek, ta reflektor recimo za Mercedes tako kompleksen, da ima več kot 200 sestavnih delov. Tako, skozi leta, kako je bilo predstavljeno, je kompleksnost samih izdelkov v podjetju naraščala in to eksponentno. Torej, iz teh kovinskih škatlic v štartu bivšega Saturnusa do prvih žarometov z 3 deli, 6 deli, 20 deli, ki je bil že kar kompleksen žaromet, lahko rečemo, do sedaj nad 200 delov v samem žarometu, pridemo tudi do 350 komponent znotraj. In zaradi tega, ker morate vedeti, da pač vsaka komponenta načeloma rabi prostor in ne kot ena komponenta, pa kot pakiranje, kot ena enota, zato se je pri nas logistika razbohotila. Rečemo tako, oziroma tudi postala zelo stroškovno neučinkovita, ker prostorsko smo omejeni, kar je bilo tudi povedano, na letališki pri PTC-ju smo tam, kot smo, gabariti so jasni, v višino smo lahko šli, kar smo tudi naredili v svojem skladišču, in smo posledično mogli tudi najemati eksterno skladišče, ki na prvi pogled je super zadeva, ampak glede stroškovne učinkovitosti na sami izdelek in dodane vrednosti izdelka je pa katastrofalno. In zato se je podjetje tudi potem odločilo, da investiramo, kljub visoki investiciji, da investiramo v izgradnjo visokoregalnega skladišča, s tem zapremo zunanji strošek, plus tega, da je s konsolidacijo, kar je bilo tudi pokazano, se pravi iz šotorov, različnih enot skladišč, pridemo na eno skupno enoto, s katero upravljamo pač z istim kadrom. S tem se reducira tudi sama delovna sila, zato ker je pač več ljudi skupaj. Poleg tega pa tudi postanejo veliko bolj odzivni. In to je primer teh iz 2 uri na 15 minut 8-krat hitrejši procesi. Poleg tega pa moram to povedati še jasno, da to ne pomeni, da je vsakič tako, ampak ne rabijo biti idealni pogoji, ampak recimo, da v povprečju. Torej, to vaše skladišče na Litijski cesti? Letališki cesti, je zdaj najvišje regalno skladišče v Sloveniji, visoko 40 metrov. Tako, ja. Kakšna je bila ta izgradnja? Malce povejte. Ja, iz vidika nas precej zaskrbljujoča. Ja. Se pravi, to bom tako rekel, da je sama gradnja, recimo, logističnega centra je bila ok. Kaj smo mi imeli največji problem? Največji problem, da smo mi novo logistiko postavili na obstoječo logistiko. In torej, ker je to bila gradbena jama oziroma gradbišče, smo mi mogli to logistiko odmakniti. Vendar kupci so naročvali, proizvodnja je mogla teči. In to je bil največji izziv, zakaj nas bo groza. Kako zdaj to rešiti, da pač proizvodnja proizvaja naprej, nemoteno
mi imamo pa v sami logističnem centru trenutno celo gradbišče. Ne. In ko smo to nekako uskladili, je prišla sama gradnja, so prišli bagri itd. Ne, in potem, ko so se začela postavljati, bom rekel, regali, ti, ko so pa zrasli do 40 metrov, ne, je izgledalo zelo zanimivo in zelo strašno, zato ker v tistem trenutku, ker to je sandvič konstrukcija oziroma se fasada daje na regale gor, torej prvo je bil postavljen. Najprej regale, pa lupina. Ne? Tako, potem pa lupina. In regalna konstrukcija nosi tudi fasado. Ne? In ko je samo regalna konstrukcija, to res izgleda fascinantno. Ne? Zdaj, ko lupina je tako, pač je kubus en, ga vidiš, je siv, ampak ne izgleda tako fascinantno, kot pa sama regalna konstrukcija. Naslednja, taka malo bolj zastrašujoča stvar je, ko so montirali dvigala. To so bila 20-tonska dvigala, ki so bila pripeljana, zmontirana in to je moralo biti tako precizno, ker če bi samo v najvišji točki rahlo zanihalo, bi cela konstrukcija se podrla. Živo v montaži, kaj šele zdaj, ko smo v zagonu. Ne. To se pravi statično, je to drži vodo. Ja. Ni strahu, da bi karkoli padlo na okoliške. Ne. Tudi sama varnost skladišča, sama avtomatika, sama senzorika je narejena na ta način, da je nemogoče. In to je vodeno z umetno inteligenco, z roboti, robotizirano? Robotizirano. Tu ni umetne inteligence, ne še zaenkrat. Je vse specifično, se pravi z VMS sistemom povezanim na PLC nivo, se pravi upravljanja robotov in potem pač roboti in trakovi. Enostavno. Torej, kakšen je volumen tega skladišča, kakšna je kapaciteta? Kapaciteta tega skladišča je 15.080 paletnih mest. Euro paleta, se pravi 1200x80 v višino maksimalno 1 meter. Se pravi, to je standardna enota v avtomobilski industriji. In imate mesto, da se širite, je že zdaj vse polno, ali kako je? Že imamo polno skladišče, oziroma polno do te mere, da je skladišče upravičuje svoje cikle. Ne? Ker če v primeru gremo čez 85% zasedenosti skladišča, zmanjšujemo performance skladišča. Ne? Torej, mi smo v rangu med 80 in 85%. Lahko gremo do 100%, vendar v tem primeru pač žrtvujemo sam performance skladišča, kar pa potem spet celotno interno logistiko podere. Ne? Zato, ker interna logistika je na določen proces nastavljena, govorimo o vlakcih, dostavi in tako dalje. Ne? In če bi zmanjšali performance, to pomeni, da bi pač mogli spet povečevati linije oziroma povečevati inventar na samih montažnih linijah. Kakšna je bila cena te investicije? Bom rekel tako, med 30 in 40 milijonov vse skupaj. Sama avtomatizacija v rangu 10 milijonov. In se vam je povrnila? Se bo povrnila. Ja, se pravi, smo še zmeraj korporacija, ne, in delamo na return of invest. Planirana povrnitev je v manj kot 5 letih, torej 4,7 leta. Odprli ste pa skladišče kdaj? Se pravi, začeli smo delati oktobra 2023, uraden prevzem je bil marca 8. 8. marca letos. Letos, tako je. Uraden prevzem, se pravi po testnem obdobju, ampak real life, go live je bil že oktobra. Vmes v tem obdobju vi ste namreč predstavili tudi zgodovino Saturnusa. Ne? Saturnus bi bil star 103 leta, tako. Od leta 1921 je. Malce nam povejte to rdečo nit te znamenite slovenske tovarne, ljubljanske tovarne v bistvu. Tako, no, kakor sem že povedal, pač podjetje ima več kot 100-letno tradicijo, na kar smo in so zaposleni v podjetju izjemno ponosni. Malo podjetij je takih in tudi kako je sama pot, sama razvoj podjetja šel. Ne. In tako smo recimo od leta 1921 od nekakšnih kovinskih embalažnih enot za živila, za kreme, se pravi, za čiščenje čevljev, te so bile zelo znane. No, tudi zelo so poznani vzorci teh naših Saturnusovih embalažnih enot. No, in potem tako recimo ta zanimiva zgodba, ampak to so bolj govorice in tako dalje, da so se pač razvojniki odločili, hej, kaj pa če mi naredimo luknjo v podno te naše
embalaže in dodamo en svetilni element in dobimo svetilo. A ne, in super, zakaj lahko tako to uporabimo? Ne? In tako je leta 1948 nastal prvi žaromet iz tovarne Saturnus in sicer za tovornjak Tamovček in prav tako za avtobus. No? Koliko je tudi kolega Mitja povedal, da je kot to tam opeva, ta znameniti rdeči avtobus, no to je žaromet iz Saturnusa. Ne? Potem pač večji menik je tudi 65. leto, se pravi izdelava prvega žarometa za Volkswagen. To je čas Jugoslavije, tudi Jugoslavija je zahtevala Volkswagenovi tovarni v Sarajevo, da pač mora biti dosti komponent kupljenih in izdelanih na jugoslovanskem trgu in tako je tudi pač biznis prišel v sam Saturnus in od tega naprej smo opremili 6 verzij, torej do Golfa 7 smo opremili vse žaromete iz Hele Saturnus Slovenije, torej Slovenije. Poleg tega smo dolgo obdobje, tu me ne držati za besedo, a pa se tudi ne upam točno povedati kdaj, ampak smo dolgo obdobje vse meglenke za Volkswagenova vozila izdelovali prav tako v Ljubljani. In to je to. In potem tu se je nekako nakazala pot, da bo podjetje šlo v to avtoindustrijo. Ne? Ampak takrat še ni bila Hela, je bil samo Saturnus. Saturnus. Kdaj nastopi Hela? Hela nastopi leta 1997 kot delni lastnik podjetja in potem 2004 kot 100% lastnik podjetja. Z prihodom sicer tujega investitorja, tujega lastnika. Nekega novega. Tako, izkušenega tudi v avtoindustriji z podobno, recimo, da je dobo življenjsko podjetja, ne, je Saturnus res močno zrastel. Se je poznal tuji kapital, so se poznali tudi tuja miselnost in tako je eksponentno podjetje raslo naprej. Ne. In potem so mejniki en za drugim prihajali. Ne. Se pravi, od lastne proizvodne plastičnih les, se pravi kas produkcije, ne, do adaptivnih žarometov. Ne. To je tudi recimo zanimivo. Ne. To smo že kar dokaj zgodaj začeli izdelovati v Ljubljani. Ne. Potem do prve let meglenke, Nissan Infiniti, do prvih let žarometov, se pravi naravni preskok iz meglenke v žaromet, Porsche Cayenne, znani, Lamborghini Huracan, ne, tudi, recimo, zanimivost. Hela Saturnus Slovenija ima oddelek Sportskar, ki se imenuje, kjer je bil izdelan Enzo Ferrari, kjer je bil izdelan F50 Ferrari, razni Maserati, Huracani, dosti verzij Lamborghinijo in tako dalje. Še vedno ima to. Še vedno. No, sama se spominjam neke lakirnice za te žaromete, ki je bila tudi vrhunska, brezprašna in tako naprej pred leti. To je 2008 in to je se pravi brizganje plastičnih leč in sprotno lakiranje teh leč. No in zdaj še to najvišje regalno skladišče v Sloveniji, 40-metrska stavba. Zdaj povejte nam, kaj ste se naučili iz te gradnje? Tam je bilo omenjeno, da bi mogoče že na začetku tega dela, tega skladišča določili neko ekipo, ki bi skrbela, nek tim, ki bi skrbel za... Tako, da malo obrazložimo to. Ne. Za sam projekt je bil izdelan tim, se pravi za izdelavo. Mitja Žagar je bil projektni vodja za avtomatizacijo, ne. Potem smo imeli gradbenega vodja in tako dalje. Ne. In potem že v samem sklopu smo imeli time, se pravi, kako skrbeti za proizvodno itd., se pravi, kako nekako preživeti v tem obdobju. Ne. Kaj nam je res manjkalo, je to, da načeloma nismo nikoli formirali ekipe, se pravi, ko bo skladišče postavljen, ko bomo šli v Go Live, se pravi v uporabo, kako bomo skrbeli za njega. Ne. Zamisli so bile, ne. Sej par zaposlenih se je pač to naučilo, ampak nismo pa res imeli ene core ekipe, ki bi to potem vzdržvala. Ne. Imeli smo ogromne probleme v začetku, to lahko tudi rečem, odprtega srca. Kakšne pa s softverom? S čim? Vse skup, software, IT infrastruktura. No, na koncu se pa je izkazalo, da največji problem so bili pa listki z barkodami. Velika neumnost, ampak pač tako se naučiš, ko enkrat probaš. To se pravi, vsak element je imel neko tako, bomo rekli tako, vsaka paleta je imela
en listek z barkodo. Ja. Ampak te listki so mogli biti res pritrjeni, niso samo lepilni, ampak jih pritrjuješ z lepilnimi pikami. In če pritrdiš samo zgoraj, listek plapola. In ko so listki plapolali, je sistem zaznal kot varnostno napako in je sistem šel v error. Ne? In je vse stalo. To se nam je dogajalo 2 tedna. V štartu še ne, ker je bil skladišče poln, pa se pol dofilavo in ko smo prišli do enega nivoja 25% zapolnjenosti skladišča, se pa to začelo pojavljati in tudi ogrožati samo proizvodno in naše odpreme do kupcev. Potem nas je skupina zaposlenih skočila skupaj, smo šli raziskovati, tudi poklicali proizvajalce, te, ko so inštalirali, te, ko so nam software delali in tako smo prišli do enega zaključka, da največji problem sicer delajo listki, ampak je bilo pa še vedno nekaj, rečemo tudi softverskih bugov, ki so se pač potem pokazali. Ampak normalen proces nismo tudi mislili, da bomo s prvim užigom lahko pač No, pa kako ste rešili zdaj te listke z barkodom? Določena navodila, določen pregled, preden se paleta uskladišči in tako dalje. Trenutno še na človeški ravni, na človeškem, ampak imamo že v mislih določeno avtomatizacijo oziroma digitalizacijo tudi tega. Dobro, gospod Blaž Gladek, samo še kratek komentar na ta kongres. Ja, super zadeva, ne. Moram reči, da bi mogla biti večkrat. Zakaj? Zato, ker logistika je ena specifična panoga. Sicer sam ne izhajam iz popolne logističnega podjetja, ne, mi smo proizvodno podjetje, ne. Ampak sama logistika je tako zakomplicirana, ljudje jo še vedno jemljajo kot samoumevno, se pravi, paket bo že prišel k meni. Pač jaz naročim pakete pri meni. Odzad eni možgani, enega stresa, enih kilometrov prevoženih, nekih zaposlenih, nekih ljudi, ki delajo na tem. In mislim, da pač te stvari treba pokazati. Povedati se tudi pohvaliti. Glejte, pač smo najdeli to rešitev, smo najdeli to rešitev. In mislim, da te kongrese so odlična zadeva za te zadeve in za mreženje. Ne? Sej, na koncu je važno mreženje. Ne? Gospod Blaž Gladek, hvala za komentar. Hvala.